v sredo. Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni v Valovskem nogometnem podkastu in lep pozdrav nekdanjemu kapetanu slovenske izbrane vrste, zdaj trenerju Mure, Tončiju Žlogarju. Živijo, Tonči. Lep pozdrav. Govorili bomo o stanju v Murski Soboti, o vaši igralski in trenerski poti, tudi o reprezentanci, ki se je v teh dneh zbrala na Brdu pri Kranju, v drugem polčasu pa o dogajanju v prvi ligi, novi zmagi za Celje in Maribor, v Evropi ugoden žreb za Atletiko, v Ligi prvakov Bayer iz Leverkusena pa je bil nekoč Neverkusen, v tej sezoni pa je Never Losen. 38 tekem je neporažen, tudi minuli konec tedna se je rešil v sodnikovem podaljšku. 5 nas je danes skupaj, 4 radici ob Tončiju, Boštjan Janežič. Dobar dan. Sandi Škvarč. Živijo. In Marko Cirman. Zdravo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Ok, malce drugače za začetek, nekaj hitropoteznih vprašanj. Okay. Začenjamo z lahkimi. Inter ali Milan? Milan. Real ali Barca? Real. Ta se mi zdi, da bo najlažje. Olimpija ali Maribor? Olimpija. Zdaj pa nekaj težjih. Gorica ali Primorje? Gorica. Omonija ali Anorthosis? Monja. In Murska ali Sobota? Torej, a rečete, gremo v Mursko ali gremo v Soboto? Mursko. Kako je v Prekmurju? Zdaj približno en mesec nazaj. Jaz sem še eno vprašanje. Kar? Rudi Bučar ali Tulio Furlanič? Rudi Bučar. Dobro. En mesec nazaj v Mursko Soboto, ki je posebno nogometno okolje za Slovenijo. Prekmurje je noro na nogomet. In me zanima, kako ste doživeli ta prvi mesec v velikem klubu v zahtevnih razmerah. Ja, bom rekel, vzel sem kot velik izziv, sigurno težave so bile in z rezultati, kar so še vedno, bom rekel, veliko poškodovanih nogometašev, tako da kar en tak izziv, tekme na 3-4 dni, ker je možnost treniranja zelo majhna, ampak bi rekel tako, da zadnje predstave kažejo en pomik naprej. Jaz verjamem v boljše čase, verjamem v trdo delo in mislim, da je zdaj ta zadnja predstava kot taka v Rogaški Slatini proti ekipi, ki je v spomladanskem delu prvenstva prva, mislim, ima najboljše rezultate, me navdaja z optimizmom, veliko dela nas čaka, ampak to so neka izhodišča, s katerih moramo to pot nadaljevati naprej. Najboljše rezultate v tem spomladanskem delu je Mura dosegla, ko je bila čvrsta zadaj, proti Olimpiji 1-1, pa dvakrat remije z 0-0. A je to bil tudi osnovni cilj, očvrstiti obrambo in potem nekako zgraditi temelj za to, da se bo lahko lažje ustvarjalo v napadu? Sigurno je osnova dobra obramba, ker dobra obramba daje ekipi sigurnost, daje ekipi samozavest, dobivanje nekih medsebojnih dvobojev, to ekipo dviga. Je pa res, da glede na to, če samo pogledamo statistiko, število danih in prijetih zadetkov, da dosegamo premalo zadetkov, iz tujih priložnosti, katere ustvarjamo, ne realiziramo in zato je še toliko bolj pomembno, da zadaj poskušamo držati nulo. Ne glede na to, da sta 2 tekmi in z Radomljami in zdaj z Rogaško sta se končali z 0-0, smo mi imeli kar nekaj lepih priložnosti, ki jih pa žal nismo izkoristili. Koliko časa, zdaj vem, premierji, ko pridejo na oblast, imajo 100 dni časa, da uredijo svoje stvari, da se vlada uigra. V nogometu ponovadi nimajo trenerji toliko časa, toliko neke tamponcone, da lahko ustvarjajo, kajti po 100 dneh bo že konec sezone v slovenski ligi od takrat, ko ste prevzeli ekipo. Koliko časa potrebujete, da bo ekipa bližje tistemu, kar si želite iz nje zgraditi? Pa dobro, zdaj, časovno to opredeliti je zelo, zelo težko. Bom rekel, jaz sigurno se zavedam, da pač rezultat je tisti, ki sodi delo nekoga, ali je tudi to delo uspešno ali manj uspešno, kakorkoli, pač igra se na rezultat in iz tega treba izhajati. So pa nekatere, bom rekel, za trenerja oteževalne okoliščine, da je ekipa bila podedovano stanje z veliko poškodovanih nogometašev, da je bilo slabše pripravljena
In bom rekel, ko se te tekme zgostijo in ko imaš pač te težave, je potem stanje tako, kot je. Čarobne palce ni. Jaz mislim, da delamo v redu. Mislim, da nek napredek v ne rezultatskem, ampak v podobi ekipe je viden. Ekipa mi deluje bolj agresivna, bolj sveža. Sigurno imamo neke slabe trenutke tekom vsake tekme, za katere smo bili do sedaj večinoma kaznovani, na zadnji tekmi ne. In pač moramo delati, da ta trend obrnemo navzgor, biti potrpežljivi in sezono čim boljše pripeljati do konca, v smislu, da ne bomo bili v riziku do zadnjega kroga, glede ekip, ki smo od 6. do 10. mesta, in da v pokalu naredimo čim več. Koliko vam, recimo, bili ste nekdani kapetan, koliko vam to pomaga v garderobi, recimo neke vodstvene sposobnosti? Pa ne, sigurno pomaga. Jaz vem, da so fantje, jaz moram reči, da trenirajo zelo dobro, da pač je neko obdobje, ker si kaznovan za vsako napako, poskušaš čim več nekih svojih izkušenj prenesti na njih, bodi si s pogovori, bodi si s trdim delom. Je pa res, da potrebuješ tudi malenkost časa, da ti igralca spoznaš, da veš vsak, ker nekateri fantje so tudi, ki so prišli, bom rekel, iz tujine, katere nisem odprej tako poznal, in potem nimaš možnosti niti narediti neke prijateljske tekme, da ti vidiš dejansko njegov domet. In tudi poškodovane igralce ne moreš vračati čez prijateljske tekme, jih vračaš čez prvenstvene. In vse to je pač proces in težave, s katerimi se zdaj ukvarjamo. Poskušamo nekako, bi rekel, balansirati, kar se da. In jaz verjamem, da bodo kmalu prišli boljši časi glede rezultatov za Muro. Ste se hitro dogovorila z nekdanjim reprezentančnim soigralcem, športnim direktorjem? Je bilo enostavno? Dobro sodelujeta z Robertom Korenom? Ja, moram reči, da v bistvu prišlo je zelo hitro do te odločitve in do dogovora. Cilj je bil, da se pač ekipa poskuša stabilizirati in da se potem pripelje čim boljše to do prvenstva do konca. Realno stanje, mislim, da se vsi zavedamo, kakšno je, ga kaže tudi sama lestvica. Iz tega moramo izhajati in potem, dajmo reči, v novo prvenstvo iti, bom rekel, z svežimi novimi idejami in z novimi cilji. Kakšen je ta prehod iz reprezentančnih selekcij v klubske, torej enkrat več dela zagotovo? Je še kakšna druga posebnost, recimo, ki je morda lajki ne opazimo? Ja, mislim, sigurno bistveno več je praktičnega dela. Prej je bilo več, bom rekel, teorije, imel si te akcije, ki so bile določene, ponovadi jaz sem bil selektor U19, pa si imel te UEFA-ne termine, si točno vedel, kdaj imaš akcijo, in ostalo si spremljal tekme po Sloveniji za vikende, ali kadarkoli so bile, nekaj si se malega izobraževal. Tu je praktično delo, soočaš se s težavami vsakodnevnimi, pozitivnimi, negativnimi v slačilnici, z zadovoljnimi in nezadovoljnimi nogometaši. In imam pa, bom rekel, pri vsem tem srečo, da sem že, preden sem bil selektor, sem imel že neke izkušnje z delom v klubih, tako da v bistvu razen te vsakodnevnih praktičnega dela in vseh stvari ni bil ta prehod tako težek. V tem trenutku veliko nezadovoljnih nogometašev v Prekmurju? Ne, jaz mislim, da ne, vsaj, ko bi rekel, glede na to, kar kažejo na treningih in na tekmah, ne bi rekel. Mi je pa všeč, da kdor ne igra, da je nezadovoljen, ker pomeni, da ga to teži k temu, da boljše dela. Ampak vse mora biti v nekih korektnih odnosih. In zaenkrat ne, s tem ni težav, vsake toliko seveda se kakšno pojavi, ampak to takoj rešujemo sproti in meni je pa čisto logično, da nekdo, ki ne igra, ne more biti zadovoljen, ampak igra jih pa lahko samo 11. Pa se čuti razlika med U19 reprezentanco in članskim nogometom v tej komunikaciji? Je tu več direktnosti, ne bom rekel nesramnosti, ampak v tej komunikaciji so fantje, ki so mlajši, bolj tiho in s telesno držo pokažejo, da so nezadovoljni, so tu bolj direktni fantje? Ja, mislim, v komunikaciji tudi ne, zato ker v bistvu pomembno je, ko si ti direkten do nekoga, da imaš argument, zakaj
te neka stvar pri njemu moti ali pa zakaj si se odločil, da nekdo igra ali pa ne igra. In jaz mislim, če imaš ti argument, da si direkten, zelo pomembno, da si direkten in zelo pomembno je, da imaš ti, pomeni, jaz vedno pravim igralcu, korekten odnos. To pomeni, jaz ti nekaj ne povem zato, ali pa da bi te žalil ali karkoli, poskušam povedati direktno, tako tudi sprejmi in sprejemam to komunikacijo na ta način. Kako pa so vas sprejeli navijači? Zahtevna publika je v Murski ali v Soboti, kakorkoli želite. Ja, jaz bi rekel zelo v redu, tudi tekme, ki smo jih igrali doma, je bila podpora, energija, ko smo nekaj malega odigrali, je bilo, ljudje želijo, da je ta Mura boljša, da je ta Mura konkurenčna, konec koncev ta Mura je bila državni prvak, je bila pokalni prvak in je prav, da je temu tako. Trenutno situacija zdaj je kakršna je in bolj kot karkoli drugega zdaj ekipa potrebuje support. Ne? In jaz mislim, da ljudje imajo zelo radi Muro, da so zelo čustveno vezani na ta klub. In pa spoznajo se na nogomet, ne? Jaz bi rekel, da ja, želijo gledati dober nogomet, ampak dober nogomet je tisti, kaj je dober nogomet, da na koncu koncev, ko konča tekma, ok, valjda je cilj, da zmagaš, ampak da greš čistega obraza z igrišča, to pomeni, da si dal vse od sebe in to, jaz mislim, da to ljudje cenijo, znajo nagraditi in jaz bi rad pač delal na temu in na temu delamo, da bi bila tudi imeli neko prepoznavno igro, ampak zato potrebuješ sigurno nekaj časa, potrebuješ pa vmes tudi rezultate, jaz se to zavedam. Pa kaj težje, igrati na rezultat ali igrati všečen nogomet? Ne, jaz mislim, da osnova je, da ti moraš igrati na rezultat. V članskem nogometu ni druge poti. Ko imaš rezultat, je ekipa bolj sproščena in potem se tudi druge stvari s tem nagrajujejo. Če pa igraš pod pretvezo všečnega nogometa, bom rekel, in nimaš rezultata, tudi tretjo tekmo več ne boš niti všečen, niti uspešen. Vrnil bi se nazaj na delo v garderobi, pa sem se spomnil 2 tedna nazaj na tekmi Manchester City Liverpool, ko je prišel Kevin De Bruyne na klop, je Pep Guardiola šel do njega, ker je bil nevoljen, da je zapustil igrišče in sta se tam pogovarjala, verjetno zakaj je moral zapustiti igrišče. Pa Jürgen Klopp se enkrat spomnim, da je rekel, da nikoli ne razlaga svojim igralcem, zakaj jih ni dal v prvo postavo ali pa postavil na klop. Kako se s svojimi igralci o tem pogovarjate? Ali se o tem pogovarjate? Koliko je pogovora tu? Jaz mislim, da odločitev trenerja je tista, kdo igra, kdo ne igra. Ne. Zdaj tudi z vsakim se pogovarjati o tem, zakaj ni igral, kaj ima za narediti. To so profesionalci in mi smo vsi profesionalci, bom rekel, to je služba in ti moraš najprej dobro trenirati, biti pripravljen, čakati trenutek. Včasih so neke odločitve tudi težke, včasih se odločaš za enajsterico na podlagi tudi nekih kvalitet nasprotnika, da se karakteristik igralcev, kakšno tekmo pričakuješ. In jaz v bistvu se poskušam čim bolj temu mislim tudi izogniti oziroma temu ne z igralci debatirati, ker to je stvar mojega štaba, zakaj smo se za nekoga odločili, zakaj ne. Tako da mislim, da tu treba pa, če pride do nekih nesoglasij, treba pa to reševati, ne smeš pometati pod preprogo, ja, absolutno. V tej epizodi si spomnil kvota omenjanja Liverpoola. Verjetno res. Kdo pa so, recimo temu, trenerski vzorniki vaši ali pa od katerih trenerjev se vam zdi, da ste se največ doslej naučili? No dobro, jaz mislim, da se ti zdaj vzornik kot tak, pa vem, ne, enkrat je dobro je trener Šoškić rekel, v eni drugi zgodbi je rekel, kopija nikoli ni tako vredna kot je original. Ne. Torej ti nekoga, pomembno je, da spremljaš trend, ne, in v bistvu kakšen si človek, mogoče ti nekdo, potem nek trener bolj všeč, kako komunicira, kako vodi tekmo, ampak na koncu moraš ti imeti neko svojo jasno vizijo, kaj si želiš, slediti sigurno trendom, ki se tudi v nogometu, proces treninga, komunikacije z igralci, odnosa se spreminja, bom rekel, včasih smo trenirali bistveno drugače, kot se danes trenira.
odnosi so bili bistveno drugačni, kot so bom rekel, kot so danes, ne. In zdaj od vsakega trenerja se pa lahko nekaj naučiš. In jaz gledam, da od vsakega trenerja sem vzel neke pozitivne stvari. Imel sem dosti dobrih trenerjev tekom kariere in zdaj, da bi, bom rekel, nekoga posebej izpostavljal, potem vedno nekoga izpustiš, ker vsakega ogromno naučiš in več ali manj sem z vsemi tudi dobro sodeloval. Morda še enkrat malce bolj globlje v tiste prejšnje debate o pogovorih z igralci. So ti pogovori individualni, rešujete vse skupaj pred vsemi, na kakšen način se to rešuje? Oceniš situacijo, kakšna je, kakšno sporočilo hočeš dati ekipi. Načeloma dosti individualnih, ker včasih je bilo predvsem, včasih mislim, da individualnih pogovorov ni bilo in niti ni bilo video analiz, da bi, bom rekel, ti neko zadevo iz tekme pokazal, ampak je bilo, pri analizi je bilo, recimo, če se spomnim 20 let nazaj, se spomniš tiste situacije, ko je bilo, ali pa so bile potem počasi te VHS kasete, pa se je prevrtelo naprej, pa nazaj. Ne, danes ni. Danes imajo nogometaši odsekane točno stvari, pozitivne, negativne. Zdaj, kar je neke kolektivne taktike in stvari, jih pokažeš. Če te, bom rekel, včasih pa je boljše z nekom ali pa tudi z posameznim in dela tudi individualno. In mislim, da gre dosti, v to neko, generalno gre trenutno nogomet ali pa vsi te odnosi, družba, če se zdaj gremo ven z nogometa, malo širše gre v neko individualizacijo, kar ne vem, če je to najboljše, ampak tako je, se moramo prilagoditi situaciji. Ko ste prišli v Mursko Soboto, ste se naslonili najprej na nosilce, najprej spoznali moštvo, tudi tiste mlade reprezentante so vam bili v uporo. Kako ste začeli? Mislim, jaz večino igralcev sem, bom rekel, imel sem jih nekaj v reprezentanci, tudi ostale sem poznal, nekaj prišlo novih, ki jih nisem, bom rekel, predvsem iz tujine, iz Slovenije poznam več ali manj, sem toliko spremljal, da poznam vse. Sem jih poznal, naslonu, da bi se prav posebej naslonu ne. Gledal sem, kadar je bil itak omejen zaradi velikega števila poškodb, in sem pač gledal, da poskušam dati igrati tiste, ki so v najboljši trenutno formi, da jih damo nekako igrati na njihove pozicije, kar vedno ni bilo mogoče, ker smo bili nekje preštevilčni, nekje premalo številčni, smo potem iskali rešitve znotraj same ekipe. Ampak zdaj, kar je v redu, danes recimo imamo trening, bo že, ne vem, 24 nogometašev na treningu, tako da se kader popolnjuje in to je dobro. Zakaj? Zato, ker se povečuje konkurenca med njimi, točno vejo, kdo je na kateri poziciji in dobro je, da imaš možnost večje izbire. Pred 3 meseci, recimo, samo to še vprašam, prosti Boštjan, pred 3 meseci niste mogli vedeti, da boste prevzeli Muro, ne? Koliko ste jo naključno gledali pod Vermezovičem in Grabičem, recimo? Jaz sem spremljal vse tekme Slovenske lige, članske in normalno tudi mladinskih in tudi druge lige, zato ker so večinoma, sem imel pri izbiru selekcije U19 vedno kriterij, mi je bil zelo pomemben, kdo igra članski nogomet. Ker kdo je igral članski nogomet, je bil na teh mednarodnih tekmah bistveno boljši ali pa bolj agresiven, bolj čvrsto, kar zahteva evropski nogomet, kot tisti fantje, ki so mogoče igrali mladinsko ligo. Ne. Tako da sem spremljal in jaz sem, ne vem, na vikend pogledal skoraj vse tekme, ker so itak zdaj možnost, da se igrajo v različnih terminih, sem pogledal vse tekme, plus sem še gledal mladinsko ligo, sem bil po igriščih okoli, tako da sem sigurno na vikend pogledal, ne vem, 7-8 tekem. Je 24 maksimalno število igralcev za trening, je to že potem skoraj da preveč, kako gre lahko s posvečanjem? Mislim, bom rekel, da pač trening pripraviš mi smo zdaj imajo tudi mladinci reprezentančno pauzo, bomo nekatere fante iz mladinskega pogona tudi potegnili gor, temu primerno naredili, tudi pripravili trening, neko skupinsko delo po igralnih pozicijah, ampak drugače pa, ne vem, idealno za nek trening, taktični in za vse to je 20 plus 3 vratarji. En teden potem, ko ste postali trener Mure, je bil Mišo Brečko naš gost, pa je Jože ga takrat vprašal, ali je Tonči predober
predober kot človek, premehak, da bi uspel v zahtevnem prekmurskem nogometnem okolju. Pa zdaj po tem mesecu izkušenj, kako razmišljate o tem? Jaz mislim, da v bistvu jaz tudi zdaj imam neke izkušnje, imam neko obdobje za sabo in sem po mojem mnenju v odnosu do nogometašev drugačen, kot sem lahko bil mogoče kje drugje. Zdaj, glede teh stvari to ocenjujejo drugi, ampak jaz mislim, da je pomembno, da si pri nekih odločitvah načelen in direkten. In jaz bom rekel, tako postajam, to te naredijo malo tudi izkušnje. Tako da to je to. Okay. Po koncu igranja, zdaj če se vrnem še malo nazaj, za razliko od morda drugih nogometašov, predvsem zato, ker ste končali univerzo, imeli ste izobrazbo, ste imeli več možnosti, kaj storiti po koncu kariere, kot pa ostati v nogometu. Ali vas je to kdaj zamikalo? Zamikalo kaj? Da bi šel v druge vode? Ali pa, Ja, ne govorim zdaj, ampak takrat, ste že toliko časa, ali pa zdaj morda? Ne, jaz v bistvu sem takrat diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in sem se potem podal v tujino. Tam v tujini sem v bistvu ostal 7 let na Cipru in potem sem bil še 3 leta v Italiji. Spremenil sem, bom rekel, nek prejšnji ustaljen slog, ker prej sem igral, študiral, treniral, kakorkoli, pa zdaj v bistvu nisem več študiral, sem samo igral. In nikoli si nisem mislil, da bom trener. To me je kar naenkrat začelo veseliti, bolj ko šla kariera k koncu, sem razmišljal, kaj bi počel in nogomet mi je bila ena taka, nogomet je strast, nogomet je meni dal vse, bom rekel življenjsko. Jaz sem se spomnil, kar sem imel 6 let, sem sledil pokojnemu očetu, ko je igral in ga spremljal, pol ko je bil tudi on trener in se mi je zdelo, da mi je nogomet toliko dal in da je, ko bi rekel, zdaj jaz ne vem, kam bo šla moja še življenjska pot naprej, ampak da je moje poslanstvo kot tako, da neko znanje, neke izkušnje, se mi zdi prav, da jih predajam naprej. In bom rekel, sem tudi tak človek, ki je dinamičen, ki je non-stop v nekem gibanju, kakorkoli, in se nisem videl v nekem pisarniškem delu. Tako da sem se potem za to odločil, zaenkrat sem zadovoljen in nič, gremo. Pridejo vzponi in padci, normalno, kar je v življenju povsod tako, ampak ne vem, treba slediti nekim svojim ciljem. Koliko vam pomaga izobrazba oziroma ta zmožnost komunikacije, recimo, ki ste jo zagotovo pridobili na pravni fakulteti, sedaj v sodelovanju z igralci? No dobro, jaz mislim, da ne vem, komunikacija je pomembna, v vsakem primeru je prav, da tudi da imaš nek pristop, nek odnos komunikacije. Jaz tak sem, kot sem odnosil do novinarjev, sem odnosil do prijateljev, do drugih ljudi. To je del mene, ampak zdaj to pomaga, ne pomaga, ne vem. Jaz mislim, da je pomembno tudi, če si javna osebnost, da si dostopen do vseh, vsak odpravlja svoje delo. Včasih ti kakšna stvar ti paše, včasih ti ne paše, ampak je treba vzeti se skupaj v nek. Da ste v zvezi še ena zadeva, imate v Muri zelo točno določeno, kdo lahko gre pred mikrofon, ste tudi vi kaj omejeni pri tem, kakšni so ti dogovori? Ja, imamo svojega, bom rekel, PR-ja oziroma odgovornega za medijske, za odnose z javnostjo, pač on to določa, jaz se s tem ne ukvarjam. Lepo pozdravljamo Smiljana. Najboljši igralec, s katerim ste kadarkoli igrali v svoji karieri ali vodili? V klubskem nogometu bi rekel Prosinečki, Timur Kecbaja, ki je bil pol tudi trener. Sta igrala še skupaj tudi? Ja, ko sem jaz prišel, on bil igralec trener še takrat v Enortuzisu. V reprezentančnem Zahovič, Pavlin, ne bi zdaj, da bom rekel Ačimovič. Mislim, bilo je ogromno vrhunskih igralcev, tudi prej še v Primorju, ne vem, Dinko Vrabac, Borvej Lučič, to so bili odlični igralci iz bivšega jugoslovanskega nogometa. Od vsakega si lahko ogromno se naučil, vzel, tako da bilo jih je ogromno. Moj prvi spomin na Tonče Žlogarja.
1996. Celje Izola 11-0. Ja. Pobiral sem žoge za unim golom, ko je dal Bauman Škarice. Ta gol sem spomnil, da je Kamberovič je dal 4. Ja. Vi ste pa izvajali tako imenovane petke na mesto golmana. Aha, ja. Se je to še predvsem bolj pogosto. Spomnim se, da sploh niste imeli, ne vem, ali 2 ali 3 menjave. To se ful spomnim, da ste ful obobožani prišli kadrovsko. Takrat je bilo, smo igrali v bistvu samo, kar za nas mlade je bilo dobro, mislim dobro z vidika, da smo imeli možnost igrati v prvi ligi. Na gostovanjih smo bili, bom rekel, z veliko težavami. Doma smo še komu, bom rekel, tudi točko odvzeli ali pa zmagali. Ampak bili smo večinoma mladi fantje, še imeli smo možnost igrati za mladince. Mislim, da takrat celo smo bili mladinski jesenski prvaki, pa smo se potem spomladanski del prvenstva vsi večinoma začeli igrati za člane, ker so ostali zaradi težav kluba, ki je potem pač ugasnil, so ostali odšli. Takrat ste bili še libero, ne? Takrat verjetno silom prilike smo tako kombinirali, sem igral libera takrat, zdaj to tekmo, mislim, se spomnim večino tekem. Kopačke Adidas z rdečim podplatom, 6 štoflcev. World Cup. Ja, klasika. Ampak se je potem v Celju, ko govorimo o skalni kleti, Tonči znal hitro maščevati in dal kar bolečino v unem pokalu, finalu. Takrat. Presenečki, oprosti strel. Pred njim je pa zadev Tončine. Ja. Pa zakaj? A ni Vončina takrat dal gol sredine igrišča? Niste, jaz sem bil že v Gorici. Si bil že v Gorici takrat, Reprezentanca se je zdaj izbrala, članska, 2 tekmi, Malta, Portugalska, pričakovanje na Evropskem prvenstvu. Kaj lahko Slovenija doseže na Euro letos? Najprej velike čestitke za uvrstitev na samo Evropsko, to je za nas, za nogomet, mislim, odlična zadeva. Kaj lahko naredimo na Evropskem? Mislim, da pač skupina je težka, ampak na Evropskem prvenstvu pridejo najboljše države iz vsake celine, igraš lahko z vsakim. Jaz mislim, da tudi ta možnost, da tretjeuvrščena ekipa gre naprej, je dobrodošla in jaz mislim, da Slovenija v podobi, kot je bila v kvalifikacijah, ko je bila kompaktna, tudi igralno všečna, lahko naredi preseneti in mislim tudi, da bodo igrali zelo dober turnir. Prvih 11 je več ali manj znanih približno, vemo kakšna je najmočnejša, morda 16-terica, 18-terica, 20-terica, ampak potem pa je nekaj mest, za katere se še ne ve kako in kaj. Vi ste bili v tem položaju v svojih igralskih časih leta 2000, ste šli na Evropsko prvenstvo, potem bili 2-krat blizu v tistem ciklu za Južno Afriko, ste bili velikokrat kapetan slovenske reprezentance. Pa me zanima, kako je selektor Kek do vas takrat pristopil, vam povedal, da ne boste šli v Južno Afriko, kako je vse to takrat potekalo? Ja, takrat sem jaz v bistvu imel težave v Omoniji, v drugem delu prvenstva, sem manj igral. In takrat me je Matjaž poklical, mi je pač obrazložil svojo odločitev, mi je tudi takrat ponudil, da bi lahko šel zraven kot del nekega strokovnega vodstva, kot to, ampak sem takrat rekel, da sem še pač, da sem igralec in da ne, sem rekel, da ne in ampak me je obvestil, me je poklical kot, dajmo reči, starejšega igralca, ki je šel v koncu kariere, tako da sva imela komunikacijo. Pa tudi nekdo, ki je bil pomemben, čeprav morda ne toliko zaradi igralnih minut, ampak zaradi garderobe, zaradi skupine, pomemben za to skupino. Ja, ampak selektor, bom rekel, ima vedno se odloči za kriterije, na podlagi katerih nekoga pokliče, nekoga ne pokliče, ali pa ima neko idejo in bom rekel, takrat se je tako odločil in jaz sem takrat mi, da so prej že predtem govorila, kakorkoli bi bilo, da bom jaz ali po tej dodatnih z Rusijo ali pa če se ne bi uvrstili ali pa po svetovnem, bom rekel, bi reprezentančno itak pot končal, ker je šla tudi moja karijera, bom rekel, v koncu. Težko biti v tej vlogi, recimo, če se sedaj vrnete nekomu reči, da nas nisi v 11-terici. Oziroma, nisi v ekipi. Ja, mislim, bom rekel, je težko, ne. Sigurno, če si človek, se postaviš v vlogo nekoga drugega,
je težko, ampak kot je verjetno mogoče, ne vem, nekemu direktorju ali pa šefu v neki firmi, če imaš malo nekega socialnega čuta ali česarkoli, je to težko reči, si pa ti zato tam postavljen, da to narediš. Ne? In je po moje boljše prva zamera kot zadnja. Poveš, tako vidiš, tako je in tako si se odločil. Pač nekdo mora sprejemati odločitve. Ne? Pardon, še pod vprašanje je še težje pri mlajših selekcijah, ki so morda še bolj čustveni. Tukaj pri profesionalcih je morda drugače. Pa še starši, ne? Pa še starši, ja, zraven. Ja, ko bi rekel, jaz mislim, da najbolj pomembno na koncu je nogometno razmišljanje. Ne? Da imaš ti idejo, model igre, katerega želiš igrati, a pa tekmo, kako predvidevaš, da bo potekala in na podlagi tega zbereš igralce, ki misliš, da ti bojo lahko dali 100% ali pa to najboljše izpolni. Zdaj, ker na koncu, kaj je najbolj pomembno, je, kar se gleda in vsi gledate in gledamo, je efekt na igrišču in rezultat. In ti v bistvu moraš vedno kot trener gledati celotno ekipo, igralec pa vedno gleda izključno sam sebe in vidi, tako, vse smo bili vsi. Mislim, jaz sem bil, bom rekel, nogometaš, normalno ti izhajaš iz sebe, trener pa izhaja iz 22 ostalih ali pa 24. Če se vrnemo zdaj k reprezentanci, Slovenija igra na Malti ta teden, potem naslednji teden doma gosti Portugalsko v tekmi v Stožicah. Razprodana je bila v nekaj minutah, predvsem zaradi velikega zvezdnika, ki prihaja in zdaj je vse več možnosti, Marko, da bo tudi Cristiano Ronaldo prišel. Ja, notranji dogovor v reprezentanci naj bi bil takšen, da je selektor poklical 32-terico in da jih naj bi razdelil na 2 tekmi, se pravi, da Cristiano naj bi nastopil proti Švedski in zato naj bi igral proti Sloveniji. Ja, Portugalska je imela fantastične kvalifikacije, nikoli se ni tako hitro uvrstila na veliko tekmovanje. 100% je bila o Ronaldu, selektorju Robertu Martinezu, tudi o 41-letnem Pepeju in o optimizmu v portugalski nogometni javnosti pred Eurom, pa sem se pogovarjal z novinarjem Sport TV-ja, z Rodrigom Malgaješem. People are optimistic because they made a great qualifying, record qualifying. We qualify fast than ever. Javnost je optimistična. Kvalifikacije so bile odlične in rekordne. Portugalska se nikoli ni tako hitro uvrstila na veliko tekmovanje. Zbrala je 10 zmag. Tudi selektorji in igralci verjamejo, da spadajo med favorite Eura. Portugalska ni prvi favorit, lahko pa tudi zmaga. Selektor Martinez je govoril o 7 ekipah, ki lahko osvojijo prvenstvo in Portugalska je med njimi. I think Roberto Martinez talking 7 teams that can win the Euro in 2004. Tell me more about how Roberto Martinez has been as the... Povejte več o Martinezu, ki je povsem drugačen tip trenerja kot njegov predhodnik Fernando Santos. On the beginning it was not so different as this. The start was not good. He plays with 3 or 5. Na začetku je bilo vse precej podobno kot prej. Ni bilo še zelo dobro. Portugalska je še naprej igrala s 3 osrednjimi branilci. Pazljivo je igrala, ker se je lahko zanašala na odlične posameznike v vezni vrsti in napadu. Uvodne 3-4 tekme je tako odigrala, torej obrambno, brez pravih domislic v napadu. Maybe the first 3 or 4 matches like this in that tactical structure, and then he respected our way to play, and he's better than ever. And Potem pa je Martinez začel spoštovati portugalski način igre. Reprezentanca zdaj igra bolje kot kadarkoli prej. Igralcem je dovolil, da igrajo in zdi se, da je Portugalska v naletu. Kot celej pa so ključni rezultati. Uspel je doseči nekaj izjemnih. Vseh 10 tekem je dobil, Portugalska pa je prejela le 2 zadetka. Fantastično. Res da v skupini s Slovaško, Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino, toda Portugalska je imela takšne skupine v preteklosti, pa ni tako dobro igrala. It was fantastic. Obviously, it was in a group with Slovakia, Luxembourg, Iceland, but we have groups like that in the past, and we didn't that performance. I mean, looking at the squad, it seems, nearly at every position you have a
Portugalska ima skoraj na vseh igralnih položajih zvezdnika ali pa vsaj zelo, zelo dobrega nogometaša, na mnogih položajih pa ima tudi več odličnih igralcev. Kje pa se vam zdijo, da so šibke točke portugalske reprezentance? I don't think so. They're a weakness. I really don't. You have problems in the past with the left defense, but at the moment the Nuno Mendes is recovered, so it's in. No problem with him at left side of the defense. You have everything. You have, Mislim, da jih ni. Ne vidim jih. Nekoč smo imeli težave na položaju levega bočnega, ampak zdaj se je Nuno Mendes vrnil po poškodbi, tako da tam ni več problema. Sicer pa imamo skoraj vse pokrito. Dobre vratarje, pa odlične štoperje. Pepe je spet v reprezentanci, morda bo celo začel tekmo. Precej kakovosti je v obrambi, prav pa pridejo tudi izkušnje, ki jih ima Pepe v izobilju. Na sredini imamo vse, kar ekipa in trener potrebujeta, spredaj pa je tudi veliko kakovosti. We have everything what a coach and what a team needs, and in the front too. We will see. Maybe we need another striker to fight with Cristiano Ronaldo, but Morda bi potrebovali dodatnega osrednjega napadalca ob Cristianu Ronaldu. Trenutno ni prave konkurence na tem položaju. Gonzalo Ramos je dober, a ne tako dober. Ima pa odličen izkupiček za izbrano vrsto, 10 tekem, 7 golov. Na sredini pa je res izobilje izjemnih nogometašev. Neverjetno je. Bernardo Silva, Otavio, Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves, Papalinha in Joao Neves, mlad nogometaš, ki odlično igra pri Benfiki. Najbolj pomembno bo, da so ekipa in mislim, da imajo to sposobnost, da postanejo prava ekipa. You need to be a team, and they are with this capacity of being a team. If we concentrate a bit on Ronaldo's role, I remember, for example, when he was at Manchester United, there was lots of, should we bench him, should he be in the first team? Če se osredotočimo na vlogo Cristiana Ronalda, spomnim se 2 leti nazaj, ko je bil še pri Unitedu, pa na vse zadnje tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, kjer zadnji 2 tekmi ni začel v prvi postavi. Je kaj debate o tem, ali je prav, da začenja tekme, ali bi bilo morda bolje, da bi bil Joker sklopi, da bi imel večji učinek v drugem polčasu? Se kaj govori o tem v javnosti, da bi Cristiano Ronaldo začenjal tekme na klopi, ne pa med prvih 11? No, don't think so. No, the debate is runs year after year, a lot of time. But as you know, he goes to the bench with Fernando Santos in last matches with Fernando Santos. And this was important for the new coach. Ne, mislim, da ne. Debata sicer vedno je in bo, pomembno pa je bilo, da ga je Fernando Santos posadil na klop v svojih zadnjih tekmah. In ko je prišel Martinez, Ronaldo ni bil več nedotakljiv kot prej. Mislim, da Ronaldo igra dovolj. Začel je vse tekme, ne igra pa vseh minut. Bolje zna tudi ovrednotiti sebe in svoje sposobnosti, bolje razume svojo vlogo in tudi verjame, da tisti, ki pridejo s klopi, lahko nadomestijo njegov doprinos. Vendarle je star že skoraj 40 let. Tudi odrasel je. Nekoč je vedno želel igrati, vedno je želel zadeti, z nikomer se o tem ni pogajal. Mislim, da zdaj bolje razume svojo vlogo, kar pa tudi dobro vpliva na celotno skupino. In the past, you always want to play, you always want to score. In all matches, no negotiation about that. But at the moment, he is understanding better the moment. And I think it gives a better ambience to the group. I have to ask something about Pepe. Pep, he's 41. He used to be the guy that lots of people liked to hate. Vprašal bi vas še o Pepeju, nekoč igralec, ki so ga ljudje radi sovražili zaradi njegovega nogometnega sloga. Vselej je bil zelo agresiven, na meji regularnosti, včasih je šel tudi čez, le čakalo se je, kdaj bo dobil rdeči karton. Zdaj pa je že v letih 41 jih je že dopolnil, veliko več spoštovanja je do njega in do njegovih dosežkov v nogometu. Če pa imaš takšnega igralca v svoji ekipi, pa je ponavadi med najbolj priljubljenimi. Lahko več poveste o odnosu portugalskih navijačev do Pepeja? Well, in that case, I think there's no discussion. If people have any discussion, it was in the beginning, because the beginning of Pep in the national team was
in 2004, 20 years ago. So it was far away. At the moment is no problem with Pep. It's one of Nekoč smo se pogovarjali o njem in o njegovem načinu igranja, ampak to je bilo takrat, ko je začel igrati za izbrano vrsto. Že 20 let je minilo od tega. Pepe je že nekaj časa eden temeljev reprezentance. Nekaj težav je imel s poškodbami. Pod Roberto Martinezom je odigral približno polovico tekem. Selektor rad govori o njem. Pravi, da je neverjeten, da počne, kar počne pri 41. Pepe je eden najboljših portugalskih reprezentantov vseh časov. Gotovo bo šel na Euro. Še vedno je odlično pripravljen. Predvsem, ker je izjemen profesionalec. Dobro je, dobro spi, dovolj časa si vzame za počitek in hkrati trdo dela. Zato je v tako dobri kondiciji. And he is fit because it's a great professional. You know, the guy that sleep well, eat hell, rest well, work hard, is really in the great shape. Drugi polčas. Zmagi za Celje in Maribor v prvi ligi v zadnjem krogu, razlika na vrhu je zdaj 12 točk, Olimpija je odigrala tekmo manj, Celje Radomlje 2-1, Celjan Uroš Korun je zadev v sodnikovem dodatku, dosegel avtogol za celsko zmago. Kako je bilo, Marko? Videlo se je po veselju eno strašansko olajšanje. Celjani niso bili prepričljivi v zadnjem obdobju, tudi na tej tekmi so bili, ne bom rekel, da leni, bili so pa zelo zaspani, ne tako kreativni, žoga ni šla, oziroma je šla od noge do noge, ampak je šla prepočasi. Sploh na to nizko postavljen blok Radomelj, ampak ja, je pa pokazal tale Arons, da je zelo eksploziven nogometaš in mislim, da ga bomo čedalje večkrat zdaj videli na igrišču, ne samo kot del menjave, ker se je tudi Krznar prepričal, da morda pa ni samo joker s klopi, ampak je lahko tudi konkurenčen za igranje v prvi enajsterici. Sicer pa vsa čast Veliču, odlična tekma vratarja Radomelj, tudi Radomlje so grizle. Težko je igrati v Celju proti moštvu, ki ti s svojo kakovostjo tako rekoč skrije žogo in moraš veliko teči brez žoga in biti ves čas bran, ampak na koncu nekaj sreče tudi za Celjane. Izvali so jo in bili nagrajeni. Maribor je igral 3-1 zmagal proti Kopru in tako prehitel Bravo, ki je 1-1 igral proti Olimpiji. Nekaj besed o tej tekmi, 2 gola Iličiča, 1 gol pa tudi Barišiča, torej tako kot morda pri Korunu lahko rečemo, da se je zakon bivšega zgodil tudi na tej tekmi, da je Barišič prvi gol za Maribor dosegel proti svojemu nekdanjemu klubu. Ja, se tako pravijo igralci, ko priješ nasproten klub, te že najde neka žoga, da zabije svojemu bivšemu, to je že več igralcev potrdilo, Barišič se tudi ni veselil, to je bilo tudi razumljivo. Tudi to je pravzaprav reakcija, ki smo že videli na igriščih, ko dosežeš zadetek proti bivšemu. Tudi Tonči, ko je zabil proti Primorju, se ni takoj veselil, ali se je, se ne spomnim. Bolj za šalo, ja. Spomnim se, ko je dal enkrat v okvir gola, zadev bi skoraj avtogol bil, pa smo ga potem poprašali, če se je spozabil, da igra že za Gorico. To je bila prva tekma, ko se je vrnil v Ajdovščino. Ja, pa so tudi o tem že debatirala. Ne, slabo sem jo zadev, jaz sem hotel zbiti v kot in sem jo predobro zadev šla v prečko, ja, dobro, ja. Da nismo dobili. So vsi rekli na stadionu, Tonči je pozabil, da je zamenjal dres, ja, to je bolj za intermeco. Ja, Koper v tem delu sezone enostavno ne najde prave poti, čeprav so na novinarski konferenci pred začetkom spomladanskega dela rekli, da so zastavili drugače ta spomladanski del sezone kot prejšnje, recimo v lanskem spomladanskem delu so, kot pravijo, sami sebe premagali, ko so iskali izhod v Evropo in zdaj mi je pravzaprav ostala samo rešilna bilka, pokalna tekma, ki bo vroča verjetno. Ne bo, ker imamo v 8. Sicer tudi Ante Guberac je razlagal, da pač potrebuje nek izhod v Evropo tudi iz finančnega zornega kota, tako kot vsi klubi, pač sam je zelo slikovito dejal, da ne želi biti edini bankomat kluba. To je dejal na tiskovni konferenciji, da pač potrebujejo tudi nekaj dodatnega kapitala, ki pride iz naslova uvrstitve na evropsko prizorišče, ampak zgleda, da Koper v tem trenutku nima ekipe, ki bi bila dovolj povezana in ni enostavno za novega trenerja vse skupaj povezati oziroma pripeljati do tega pristana, ki bi pomenil vstopnico za Evropo.
Ja, tako kot vi, Tonči, je tudi Aleksandar Radosavljević iz mladinske reprezentance prišel v prvo ligo, prevzel Koper. Koper je trenutno na 5. mestu, je pa zdaj bliže tistim ekipam na dnu lestvice, kot je bil pred začetkom spomladanskega dela. Celje 62 točk, Olimpija 50, potem Maribor in Bravo skupaj v razmaku 1 točke, 43-42. Koper pa ima 5 točk več kot Domžale in potem v sklopu 5 točk celotni spodnji del razpredelnice, Domžale, Mura, Rogaška, Aluminij in na zadnjem mestu Radomlje. Sprehodimo se še po Evropi. Gremo še v Šiško. Rad bi dejal nekaj o Olimpiji. Vse to je Evropa. Tudi to je Evropa. Olimpija je nervozen je tudi trener Zoran Zelković, nekako ne najdejo skupnega imenovalca, malce to vse skupaj prevrača v izjavah po tekmah, da je bila žoga nemirna, da niso našli pravega skupnega načrta, da niso bili dovolj agresivni v obrambi, ampak to je verjetno vse posledica nemoči lovljenja Celjanov proti dobremu Bravu. Jasno pa, brez da sedaj kaj vstopamo v klub, Ljubljančani nimajo igralca, ki bi dosegel gol, išče tudi z mladcem Jakupovićem napadalca pravega, pa je nekaj tekem odigral Pedro, pa je sedaj to tekmo odigral Durdo, ki prihaja v Ljubljano, ampak žoga ni tekla, Dofo je izven forme, Bravo pa je bil odličen in si je zaslužil točko, tako da so govorili o tekmi, ali kdo je manj zadovoljen s točko, ampak tako ali tako sta en in drug ljubljanski trener dejala, oziroma ljubljanskih prvoligašev, da pretekmo bi bila točka za Bravo dovolj, po tekmi pa ne, enako na drugi strani tudi razmišlja Zelković, da so dobili, vzeli kar so dobili, ampak da je bil načrt popolnoma drugačen. V Nemčiji 3 točke za Bayer Leverkusen, premagal je Freiburg s 3-2 med tednom, pa se je skoraj prekinil niz 2-0 je Karabag, še enkrat imel odličen položaj, je bil odličen položaj proti Leverkusenu, z 2-0 je vodil v 70 minuti, takrat je sicer imel že rdeči karton, pa je potem Leverkusen v zadnjih 15 minutah zadev 3x-2x, oba gola dosegel Šik v sodnikovem dodatku in tako so se nogometaši iz Leverkusena prebili naprej. 38 tekem so že neporaženi, nekoč Leverkusen, zdaj pa Never Losen za ta nemški prvoligaš, ki ima še vedno 10 točk prednosti na vrhu lestvice. V Angliji nekaj super tekem v pokalu, Disasi je dosegel avtogol 40 metrov, Chelsea kljub temu premagal Leicester 4-2, se uvrstil v polfinale. Prosti strel Sterlinga je šel zelo visoko nad gol in redko se v Celju bi zadev rokometno dvorano. Redko se zgodi, da potem tudi nimajo ga najraje navijači Chelsea, ker vidijo v njem tistega, ki je nekako kriv za vse težave v klubu, da so daleč za vsemi, verjetno zaradi tega, ker je eden najbolj izkušenih igralcev, morda so od njega več pričakovali, ampak moram reči, da tudi nima slabih tekem, ampak so močno žvižgali po tem prostem strelu. Zelo zanimiva tekma z 2 preobratoma, Wolves Coventry, nek tradicionalni angleški klub, ki pa že nekaj časa ni bil v prvi ligi, Wolverhampton povedal že takoj na začetku tekme, potem pa, oziroma Coventry povedal že takoj na začetku tekme, Wolverhampton prišel nazaj, zadev 83 in 88, potem pa še en preobrat z 2 goloma Coventryja v sodnikovem dodatku za zmago drugoligaša in napredovanje. Še več preobratov pa je bilo na tekmi Manchester United Liverpool, drugič, Ne, dovolj. Ja, kaj pa Tončijev spomin na Liverpool, ni še dovolj? Tončijev spomin na Liverpool, ja. Tista je bila tudi kar zanimiva tekma za Bežigradom. Heskey ali Owen je zadev? Owen tako visoko izskočil, da se mi zdelo, da je bil Heskey. Res se spomnim z glavo, je res izjemen skok. No. Pa 1-1, super tekma. Najpomembnejši gol za Tončija Žlogarja, evropski. Najbolj odmeven, recimo. Ta, bi rekel, me je najbolj zaznamoval, ne? Mislim, ostal spomenu. Zdaj, tudi v Evropi sem dal dosti golov, dal sem ga, Romi, dal sem Tottenhamu,
brand bil. Mislim, dobrim ekipam, ampak v bistvu se spominjam, jaz mislim, da se vse golov spominjam. Sandi, ti bo še vedel, še mi snemo te zadetke. Za spomin, ja, Liverpool je ostal, bom rekel, kakorkoli, to je bilo nepozabno doživetje za Bežigradom. Poln stadion, mislim, da je bilo ljudi, jaz se ne pomnim, da bi bil kdaj Bežigrad tako poln, kot je bilo. Mi smo res odigrali dobro tekmo, bili smo sproščeni in odahnjeni in ja, res lepi spomini. To je Hipija pa Handanagić. Ja. Pa Jusuf Begović zadev za Olimpijo, ne? Stativo, jaz sem dal gol z odbite žoge. Ti si zadev stativo. Aha, okej, super. Sem zdel... 3-0 potem v Liverpoolu. 3-0. Aha, super. Okej. Neverjetno, da povabiš v goste ljudi, ki so zabili tvojemu klubu. Dal bi roko v ogenj, da je bil strelec Jusuf Begović. Imam kar poročilo s tekme pred glavo. Ampak no, sej, že za Liverpool tudi nisem vedel, kdo je zadev, tako da zdaj, da moram preverjati in ne se zanašati samo na svoj spomin. V Španiji Atletico je izgubil proti Barceloni, 3-0, zdaj že na 5. mestu, je pa v Ligi prvakov napredoval po 11 metrovkah, Oblak je imel super serijo. Ali veste, kdaj so bile 11 metrovke? Ta teden, torej prejšnji teden dvakrat, Porto in torej Atletico Inter, Arsenal Porto in Atletico Inter. Kdaj so bile na zadnje 11 metrovke v Ligi prvakov pred to sezono? Ja, v osmini finala na splošno? Na splošno. To je mini kviz pred pravim kvizom. Zelo sem bil presenečen. Ampak 11 metrovke kadarkoli v Ligi prvakov, torej v zadnjih letih, jih ni bilo sploh. In na zadnje je bilo v finalu Real Madrid Atletico 2016. Od leta 2016 naprej ni bilo 11 metrovk v Ligi prvakov. Zdaj pa ta teden sta se dve tekmi. Chelsea Manchester tudi finale Lige prvakov. Je bilo, ampak to je bilo 2-8. To je bilo prej. Okay. Mislim, da 2-8. Ja, Terry, ki je imel šanso, da bi lahko Moskvi tekma. In Atletico je 4-krat prej premagal, mislim, da PSV pa Bayer Leverkusen, če se prav spomnim. Od zadnjih 5 tekem, ki so se odločili v 11 metrovkah, jih je 4 odigral Atletico. Torej tisti finale, ki ga je izgubil z Madridom, 2-krat PSV in Leverkusen in zdaj še enkrat proti Interju. Dober žreb, dobili so Borussijo, pa na ugodnejši polovici so, vsaj meni se tako zdi, torej Barcelona in Paris Saint-Germain sta na tej strani, na drugi pa oba favorita med sabo, Real Madrid, Manchester City, pa Arsenal, Bayern. Se je ta polovica precej težja, ne? Ja, ne vem, zdaj ti preveril. Ne, ampak mislim, to je pa mnenjska zadeva, ni fakt zadeva. Moče je bilo prebrati in slišati, ja, da je ta polovica, kjer igra še edini preostali Slovenec v Ligi prvakov, Atletico, preostali reprezentant Atletico, polovica, da je precej lažja. Ja, jaz delim to mnenje. Ampak treba je pohvaliti Jana, ne? Mislim, da je tak bolj samozavesten postal na teh 11 metrovkah. Spomnim se enega finala v Turinu, Benfica, ja, so bili skupaj. Liga. Ja. Tam kot da ne bi bil še, kot da se ne bi pravi čas odločil, kam se vršti in potem je nekaj trznil. To sem morda, ker on ima zelo dober izkupiček pri 11 metrovkah. Torej, on v povprečju brani več 11, torej če je 78%, je uradna statistika, pa XG je 78%. Mislim, da ima Jan, če se ne motim, tam nekje 70 do 75, torej odstotek govorimo zdaj o napadalcu oziroma o strelcu, ki strelja. Tako da mislim, da je to samo, predvsem, ker nam je v spominu ostal tisti finale proti Madridu, ko je velikrat ostal in čakal, da se bo odločil in se zdi, kot da se ne odloči. Se mi zdi, da je samo taktika to njegova, ne pa to, da ne bi pač se napačno odločil ali karkoli. No. Lahko še eno dilemo razčistimo, ko imamo igralca tukaj. So 11 metrovka je res loterija ali znanje, recimo iz vašega zornega kota, ker večkrat rečejo, 11 metrovka je loterija, nekateri pač rečejo, da ne, recimo Jojo Iličić je zdaj proti Kopru sprožil podprečnik neobranljivo, kot je dejal Marion, tudi če bi vratar sedel na prečki, je ne bi zaustavil. Ja, jaz mislim, da je to skupek psihološke stabilnosti strelca in tehnično dobro izvedenega udarca. Če ti dobro udariš in dovolj močno, bom rekel, težko vratar
Recimo, če udariš Obrani. poprečnik, verjetno ni možnosti za vratarja. Ja, težje, ne, zdaj, če stoji na mestu, pa udariš po sredini, lahko tudi brani, ne, če zadaneš tako, kot je zdaj Josip zadev proti Mariboru, mislim, da je to neobranljivo, ali pa poplatnik proti nam, proti... Koliko ste vi izvajali 11-metrovke? Prosim? Koliko ste vi izvajali 11-metrovke? Jaz sem v mlajših kategorijah, sem bil, bom rekel, relativno kar uspešen, tudi v članski kategoriji nisem bil prvi izvajalec, ampak parkrat sem udaril, pa zdaj, da se ne spomnim, da bi v članski, da bi zgrešil 11 metrov. Ne, tako, na prvo žogo bi rekel tako. Grega Žemlja, slovenski teniški igralec, nekdanji zdaj kapetan reprezentance, je rekel, zamiš pa obriš. Je včasih taktika, ki jo je treba, torej, da ne gledaš pa samo na polno udariš. Ste tako tudi včasih izvajali 11 metrov, ker ne spomnim se zdaj. Samo enkrat sem zamižal udaru in je šla prečke v gol, bila sreča. Drugače sem imel svoj kot, to je pomeni golman v desni, v mojo levo stran, ne, po tleh, med obstativi in tem. Se pravi, odprt strelj. Ja, odprt strelj, zato ker golmanu bežala žoga. To sem tudi tako treniral in ja, to je to. No, ravno to. Ali boste pred tekmo s Koprom pokalno trenirali 11 metrov? Smo tudi pred Čardo. Aha. Ja, smo. Nismo nič, ko bi rekel... Ni pa vse loterija, odgovor na Sandijeno vprašanje. Ne, ti dobiš, ko bi rekel, dobiš tudi nek... kot trener odgovor na kako nekdo strelja, ne, bom rekel, zdaj se ti, ko treniraš, mi smo recimo tudi pred Čardo smo naredili eno serijo, pa smo predvidevali, da bomo verjetno šli naprej, ne, ampak če se zgodi, ker v nogometu se mogoče vedno lahko kaj zgodi, kar je nepredvidljivega, smo trenirali, pa smo imeli potem recimo tudi 11 metrov, pa jo je recimo Maroša jo je zastreljal, ne. Mislim, pa je en dan prej odlično udaril, zdaj je menjal stran, moj golman branil, tako da... Pa sej penali na treningu so tudi en tak team building, ne? Ja. Ne, dobro razpoloženje lahko tudi, ne? Tako, ja. Ampak verjetno pa tistega adrenalina po tekmi pa na treningu težko, ker ste prej govorili o psihološki pripravi, težko natrenirati, ko je trebno določiti zmagovalca. Ja, ker ti na treningu, če zgrešiš ali zadaneš, bom rekel, je... Se reš potustu širat, ne. Samo dlje je treba po žogo. Ja. Tam pa je na tekmi, je pa ja, lahko odločilno, ne, bom rekel, ampak recimo tudi zdaj, ne vem, Atletico Inter je Lautaro Martinez, ki je odličen vrhunski napadalec, je, bom rekel, da zelo slabo izvedel. Pogledal je pa uno piko belo nazaj, tako Beckham. Ja, samo zdrsel. Vedno določite izvajalca 11 metrovke pred tekmo, ne loterija 11 metrovke, ampak recimo, če pride do 11 metrovke. Ja. So določeni tako kapetani po vrsti, ne? Po vrsti. Določen dva, prvi točno se ve, kdo je, in če je nad njim 11 metrovka, potem ponovadi ne strelja ta, nad katerim je bila. Ampak strelja drugače. To se pa to odloči. A se odloči igralec, a se odločite vi? Ne, jaz določim, kdo strelja penal. Aha, torej, če je bil narejen prekršek nad njim... Ne, igralci vejo, če je, bom rekel, jaz določim izvajalca, prvega in drugega, in če je nad prvim določenim 11 metrov... Vedno potem on ne strelja. Ja. Kaj pa, če bi bil en tak faul, da bi oba padla izvajalca in bi čakali var in bi vprašali četrtega, nad kom je bil piskan. Sodnikov dodatek. V sodnikovem dodatku vedno kviz, kdo je to na podlagi njegovih klubov. Moramo ugotoviti, kateri igralec je to. Ne bom povedal vseh, ker če bi vse bi bilo precej preenostavno, pa že tako mislim, da je, ampak dajmo poskusiti. Moskva, Mura, AEL Limassol, Koper, Anorthosis, Interblok, Olimpija. Pomagam še s tem. Branko Ilić. Ne, AEL ni bil. Branko ni bil AEL. Je pa bil pri Moskvi. FC Moskva. FC Moskva. Tista, ki propadli klub. Tako je. Dedić? Ne, ni Dedić. Je nekdanji reprezentant. In je bil soigralec vaš pri Anorthosisu. Slovenec.
Jaz sem bil edini Slovenec v Anorthosis. Meni se je tudi zdelo, ampak tam na Wikipediji piše 2007 Anorthosis. Da je odigral dve. Je bil, Amir Karič. Amir Karič. Je bil, ja. Amir Karič je bil v AEL-u iz Limassola, pol je prišel k nam, ja, res je, ja. Ampak niso bili našteti vsi klubi. Ne, ker če bi naštel vse prej, pa bi že takoj vedel. Anglijo si spustil. Ja, sem Ipswich pa Crystal Palace. Zdaj tudi ne bom vseh klubov naštel, ker sem pripravil tega za rezervo, ker se mi zdi, da bi tudi vedeli, ampak se dva kluba celo ponovita. Klubi pa so Heerenveen, Bayern, Sporting, Marko, Celta, Panathinaikos, Koper, Anorthosis. Torej zanimiva kombinacija klubov. Niso vsi našteti. Daj še enkrat. Heerenveen, Bayern, Sporting, Bayern München, Celta, Panathinaikos, Koper, Anorthosis. Pri Anorthosisu ni igral takrat kot vi. Brat od Saula Nigeza. Ni brat od njega. Je reprezentant, ki je za svojo... Žardel? Ne, ni Žardel. Žardel, ravno sem razmišljal takrat, ko sem vprašal najboljši igralec, s katerim ste kadarkoli igrali, pa sem razmišljal... Žardel, ja, samo je bil čisto... Je bil takrat že izven kondicije. Ni bila portoforma takrat. Ja. Heerenveen, Bayern, Sporting, Celta, Panathinaikos, Koper, Anorthosis ni malo časa igral v Kopru. Državljan sosedne države. Ki je že igral... Se pravi iz Loke. Ki je že igral na velikem tekmovanju. Spravi Hrvat. Je. In igral več ali manj na levi strani. Pranič, bravo. Daniel Pranič je pravilni odgovor. Levi bočni. Pri Heerenveenu se je naredil, pri Bayernu. Potem tudi veliko je igral in nadaljeval kariero pri Sportingu, pri Celti, Panathinaikosu, Kopru in Anorthosisu. Tonči, hvala, ker ste bili gost danes pri nas v podcastu Žoga je okrogla. Hvala tudi Boštjanu Sandiju in Marku in tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami do konca oddaje. Uživajte, se slišimo.